En lep pozdrav vsem skupaj še v mojem imenu, imenu Čebelarske zveze, spoštovani državni sekretar. Vesel sem, da ste z nami, ampak na začetku bi vas majčkeno opomnil, temu vašemu stricu je treba povedati, da vas med močem mora biti označen po zakonodaji z nalepko. In jaz kot tisti, ki sem pristojen za javno svetovalno službo, moram na to opozoriti. Brez tega, da je imeti označen z nalepko in prelepko, tudi sosedu ga ne smeš po zakonodaji podeliti, tako da sam tukaj en strokoven nasvet tudi za vašega strica. Ja, res veliko sem na ministrstvu. Edina stvar, kar je, da plače ni noter, drugače sem pa ogromen, ja, se to moram res priznati. No, seveda poseben pozdrav tudi predsednici uprave, gospe Nini. Nina, čestitke tudi za prevzeti to odgovorno mesto in seveda pozdrav tudi očetu Francu, ki je vsa leta skrbel, da smo bili tukaj res čebelarji dobrodošli in da se počutimo v Celju kot doma. Poseben pozdrav gre seveda mojim podpredsednikom, članom upravnega odbora, nadzornega odbora, pevcem, prijateljem, čebelarjem iz Hrvaške s predsednikom na čelu, čebelarjem iz Bosne in z ostalih Srbije, z ostalih krajev Slovenije. Veseli smo, da tako dobro sodelujemo in predvsem, da skupaj rešujemo čebelarsko problematiko tako v Sloveniji kot širše. Seveda poseben pozdrav tudi predstavniku podžupanu mestne občine Celje. Vesel sem, da je tudi občina zraven in s tem kaže poseben odnos. Predvsem zato, ker letos slovenski čebelarji gostujemo v Celju še enkrat na praznovanju čebelarskega praznika in pa svetovnega dneva čebel 20. maja, ki bo tukaj v sosednji dvorani Golovec, kamor ste vsi skupaj tudi vabljeni. Mislim, da se vsi strinjamo, da je kranjska čebela naš čebelarski in slovenski ponos, da smo na to Slovenci ponosni in tako, kot je rekel državni sekretar, lahko rečemo, da čebelarji skrbimo za ugled tudi Slovenije, tako doma kot v svetu. In na to smo slovenski čebelarji, verjamem, zelo ponosni in se na tem mestu zahvaljujem vsem tistim, ki nam že dolga leta stojite ob strani, tako država, tako lokalna politika, tako celjsko sejmo, tako strokovne službe in na koncu mediji in širša javnost. Brez vsega tega sigurno ne bi bila Čebelarska zveza in slovensko čebelarstvo tako prepoznavno in na koncu, jaz verjamem, tudi uspešno. Mi stopamo v zadnje leto mandata te sestave vodstva Čebelarske zveze. Praviloma imamo občin zbor na volilno leto pred celjskim dogodkom, tako da na naslednjem celjskem sejemskem dogodku bomo novi organi Čebelarske zveze in čas je, da na terenu poiščemo tiste najboljše, ki bodo zastopali Čebelarsko zvezo tudi v naslednjem obdobju. Zdaj, jaz se danes ne bi preveč oziral nazaj, ampak predvsem naprej, ampak vseeno, jaz mislim, da se čebelarji lahko pohvalimo, da v 30 letih samostojne Slovenije smo neka pozitivna skupina, da kažemo svojo enotnost in samozavestnost, kot sem že prej rekel, v vseh teh letih z zelo konstruktivno podporo države, lokalnih skupnosti in vseh tistih, ki sodelujo z nami. Lahko rečem, da čebelarji tudi Slovenci spoštujejo nas tudi izven naših meja in na to smo čebelarji ponosni. Težko rečemo in ne moramo reči, da smo idealni, delamo napake, ampak vsi skupaj se trudimo, da je teh napak čim manj in jaz bi se na tem mestu zahvalil vsem čebelarjem, čebelarskim društvom, ki vsa ta leta sledite Čebelarski zvezi, kajti brez čebelark na terenu se projekti Čebelarske zveze enostavno ne morejo izvajati. Zato še enkrat hvala lepa in čebelarki in čebelarji, država in svet se mora še bolj zavedati, da brez nas čebelarjev ni čebel in brez nič, če ne bo čebel, seveda brez čebelarjev pa ni čebel, potem tudi hrane ne bo. Še enkrat, treba se zavedati, da vsaka tretja žlica hrane, ki jo damo od usta,
v usta je odvisna od pridnega čebelarja, ki skrbi za čebele in posledico čebele, ki jo vprašujejo, dajo to hrano vsak dan na mizo. Zelo pomembno je enotna in močna čebelarska zveza. Članstvo v čebelarski zvezi je tisto, ki nam daje na skupno cehovsko moč in jaz se vse skupaj pozivam, da ohranimo to društveno pripadnost in da smo še vedno enotna in močna čebelarska organizacija. Prej je bilo že rečeno, da je 2023 neko posebno leto, spominjamo se smrti Antona Janša, 250 let, potem spominjamo se 20-letnice najuspešnejšega kongresa Apimondije, ki je bila 2003 v Ljubljani. To je bil eden od dogodkov, ki je združil slovenske čebelarje. Gotovo brez tega tudi ne bilo obuditve in dograditve Čebelarskega centra Slovenije. Zato gre tedanjemu vodstvu in vsem tistim, ki so sodelovali takrat zraven, iskrena hvala, kajti ta dogodek je bil eden prelomnih dogodkov slovenskega čebelarstva. Zato je pač treba še enkrat priznati, da dogodki, kot so Svetovni dan čebel, pa Agra, pa Celjski sejem, pa tekmovanje mladih čebelarjev, to so tisti dogodki, ki dajo prepoznavnost slovenskemu čebelarstvu in ga na koncu tudi dvigujejo. Prej je bilo že rečeno s strani državnega sekretarja, da je nova skupna kmetijska politika, nove podpore čebelarjem. Treba se zavedati, da je Evropa, da je denar skupni kmetijski politiki za čebelarje že v Evropi določen. Večkrat je bilo v zadnjem času slišati, da je država na drugačen način zagotovila večja sredstva za čebelarstvo v okviru evropskih ukrepov. Res je, zagotovila je večji delež svojih 50%, ki jih mora dati, ampak evropski denar za čebelarstvo je pa za vse države enak. Po številu panjev določeno število evrov in na srečo vseh 20 let, ko Slovenija črpa evropska sredstva, so vse vlade doslej brez izjeme v Sloveniji zagotovile lastnih 50%, za kar se slovenski čebelarji zahvaljujemo. V letošnjem letu bodo razpisi malo kasneje, nas to žalosti. Stalno smo vsi skupaj, tako Čebelarska zveza kot vse strokovne inštitucije, opozarjali državo, da morajo biti razpisi čim prej, ker v nasprotnem primeru so neizvedljivi in tudi danes je škoda, da še ni razpisa za tehnično pomoč, za sofinanciranje čebelarske opreme, kajti lahko bi še bolj intenzivno čebelarji šli v nakupe tukaj na sejmišču. Jaz verjamem, da te razpisi bodo res v kratkem in da bodo čebelarji maksimalno izkoristili. Novost je sofinanciranje satnic v novi perspektivi, prav tako bodo sofinancirane medovite rastline, pašni redi, obnova starih čebelnjakov, skratka, kar nekaj prilik za čebelarje. Zdaj, če se ozrem še malce naprej, pred nami je en velik izziv skupaj s Čebelarsko zvezo Štajerske, APIC center, dr. Terč v Mariboru, ogromen projekt. Tukaj je treba že na tem mestu se zahvaliti Vladu Pušniku, Vladu Ogrincu, Karlu Vogrinčiču in ostalim, ki v teh časih pripravljajo dokumentacijo, nakup zemljišča, projekt je vreden skoraj 10 milijonov evrov in v tem času intenzivno sodelujemo z državo, da najdemo pot, kako do financiranja strani Evrope. To bo en nov, velik, verjamem, uspešen center slovenskega čebelarstva. Potem zelo pomembno se mi zdi, da smo skupaj s Čebelarskim društvom Anton Žnidaršič, Ilirska Bistrica in občina Ilirska Bistrica prišli do skupne idejne zasnove o projektu Anton Žnidaršič in AŽ-PAN v Ilirski Bistrici. Tudi ta projekt se pripravlja, kajti vemo, da AŽ-PAN je slovenska posebnost, Žnidaršič je eden od velikanov slovenskega čebelarstva in prav je, da v tem koncu namenimo tudi svoj pomen. Hišo Kranjske čebele poznamo. Zelo pomembna stvar in ena najpomembnejših stvari, ki se bo zgodila v letošnjem letu, je oživitev šole Antona Janša. Mislim, da je to ena temna pika teh mojih 16 let predsedovanja, da nismo to šolo bolj intenzivno takrat začeli, ko je bila ustanovljena, ampak mogoče takrat ni bil pravi čas. Letos to šolo začnemo, jeseni bo začela z obratovanjem in jaz verjamem, da bo to ena
dodatna strokovna nadgradnja dela Čebelarske zveze. V šoli ne bomo gradili na kvantiteti, ampak na kvaliteti. Skratka, začnemo z delovanjem šole in jaz verjamem v uspešnost te šole, tako doma kot na mednarodnem področju. In kdaj ne bi s to šolo začeli? Želimo združiti 250-letnico smrti Antona Janša, 20-letnico Pimondije, 150-letnico Čebelarske zveze, ki jo letos praznujemo, in želimo si, da bi bilo to na lokaciji, kjer je bila Pimondija leta 2003. Cankarjev dom z več kot 100 slovenskimi praporščaki, z predsednikom Svetovne čebelarske organizacije, Jeffom iz Amerike in z vsemi visokimi gosti, da začnemo tako strokovno in kot s praznovanjem teh vseh skupaj dogodkov. Septembra želimo tudi iti na Dunaj na grob Antona Janša. Zelo pomembna stvar, ki je bila danes že omenjena, UNESCO in slovensko čebelarstvo na ta seznam. Zato bomo 22. aprila v Čebelarskem muzeju Radovljica povabili vse čebelarske društva, da bodo dobili kopijo, v bistvu faksimile, uradne listine slovenskega čebelarstva na seznamu UNESCO. To je ena stvar, ki jo v svetu še ni in prav je, da smo na to slovenski čebelari ponosni. Zelo sem vesel, da so danes z mano tukaj kolegi iz Hrvaške. Mi bomo skupaj s Hrvaško v Bruslju zadnji teden maja letos imeli skupno slovensko-hrvaško čebelarsko razstavo v smislu prijateljstva, v smislu tega, kar skozi govorimo. Čebele ne poznajo meja, čebele združujejo in povezujejo in jaz še enkrat hvala kolegi iz Hrvaške, da smo tako enotno nastopili in da bomo v Bruslju predstavljeni kot prijateljski narod, kot države, ki lahko sodelujeta in čebelari bomo temu tudi za zgled. Potem ena črna pika, ki jo imamo vsi skupaj, je ta, da dejansko Čebelarska zveza ni zagotovila oziroma ne more zagotoviti dovolj finančnih sredstev za svetovno tekmovanje mladih čebelarjev. Nažalost ga bomo mogli v naslednjem tednu odpovedati. Vedrejša novica je ta, da bo letošnje državno tekmovanje mladih čebelarjev v Zagorju, kjer se šola, občina in čebelarsko društvo intenzivno pripravlja na to stvar in se jim tukaj zahvaljujem. Ponosen sem na galerijo Sivka na Čebelarski zvezi Slovenije, na vse razstave, ki so bili tukaj. Vesel sem predvsem naše mlade umetnice Tije, ki je pokazala, da tudi mladi znamo ustvarjati in take stvari so ena posebno doživetje, ki ti da en nov čebelarski zagon. Vesel sem, da smo skupaj z Zavarovalnico Prva in pa BSH Nazarje že dorekli, kje bodo 4 novi učni čebelnjaki, 5 bomo izbrali preko razpisa za risanje panjskih končnic. Čebelarkam in čebelarjem, ki ste bili na dnevu sajenja na Krasu, hvala lepa, pokazali smo, da nismo čebelari samo tisti, ki jemljemo, ampak da tudi vračamo naravi. Tisti, ki ste bili na Krasu, ki smo sajali semena, smo videli, kakšne ogromne površine so, ki so pogorele. Čebelari smo posadili, posejali, kako se temu reče, okrog 20 hektarov. Ampak če pogledamo, da je vse skupaj pogorelo skoraj 3000 hektarov, je to samo ena kapljica morje, ampak vsem kapljica na kapljico pa na koncu je nek rezultat. Naslednjo soboto je dan sajenja medovitih rastlin. Zagotovili smo že in so čebelari dobili preko razpisa skoraj 20 000 rastlin. Glavni pokrovitelj tukaj je Bauhaus. Gotovo ste že sledili, da bo Hofer v svojih trgovinah razdelil preko 100 000 vrečk semen sončnic in številni dogodki v ta namen kažejo, da smo vzbudili Slovence in svet, da je pač treba za čebele ustvarjati in sodelovati in saditi, kajti sadimo za naše zanamce in tudi to je pomembno. Zelo pomembna stvar je, ki se upajmo bo res enkrat zgodila, je sprememba zakona o živinorejih. Jaz upam, da bo ta vlada po 10-letnih obljubah res ta zakon odprla in da končno čebelari pridemo do spremembe glede pašnih redov. Tisto, kar stalno poudarjamo, da mi moramo doseči to, da začetnik, ko začne čebelarje, mora imeti neko predznanje in da je pogoj za to, da začne čebelar, da je vpisan v register, preverjanje znanja, da sploh neko čebelarsko znanje ima. Vesel sem, da smo pridobili evropski razpis sheme kakovosti, kjer smo dobili za naslednjih
za naslednje 3 leta program v vrednosti več kot 700 000 evrov, 30% moramo zagotoviti sami, ampak to je priložnost, da našemu medu damo še večjo veljavo, še večjo prepoznavnost. Jaz čebelarje naprošam, vključite se v sheme, bodite ponosni na naš med, na naše čebelje predelke, kajti na to smo lahko upravičeno ponosni in če mi nam kazali ponosa, nam ga bodo drugi še težje priznali. Zato vključite se v sheme, pogoji niso taki, da jih ne mogo spoštovati, vsi čebelarji jih lahko in z večjo promocijo bo tudi večja prepoznavnost tega medu. Potem zelo pomembna stvar je, čebelarke in čebelarji, dajte se približati in držati pri priučljivim cenam medu, ki jih daje Čebelarska zveza Slovenije. Če pogledate v trgovskih centrih, govorimo samo o slovenskem medu, je cena nekje med 17 in 20 evrov. Zakaj se ne bi čebelarji tej ceni približali? Ker konec koncev, saj v trgovskih centrih se tudi naš med prodaja. In če ne bomo svojih čebeljih pridelkov sami cenili, nam jih ne bo nihče. Zato apel, ne da gremo preko cene. Držimo se tiste cene, ki je ekonomska, tista, ki je priporočljiva in tista, ki je prava za naš kvaliteten slovenski med. Vedno in povsod bom na glas povedal, da največja garancija za uspešno sodelovanje, za verodostojen nakup je direktno iz prve roke. Da greš čebelarju na dom, ga pogledaš v oči in takrat nastane ta direktni stik med kupci in ta zadeva je najboljša za vse, tako za čebelarja kot za kupca. Zato je vedno in povsod poziv mene osebno in Čebelarske zveze, najboljši nakup je direktno iz prve roke pri čebelarju na domu. Zelo pomembno je to, kar je prej državni sekretar omenil, evropska označba medu. Jaz bi tukaj samo popravil, Slovenija ni bila ena izmed pobudnic, ampak je bila edina pobudnica v prvi vrsti na pobudo Čebelarske zveze, zdaj je kar 19 držav to podprlo in tukaj gre ogromna hvala ministrstvu, kajti brez ministrstva teh 19 podpor ne bi bilo. Jaz upam, da bo evropski komisar to pobudo čim prej odprl in da čim prej pridemo do tega, da bo Evropa označevala ves med točno po navedbi državi porekla. To pomeni, če je slovenski, argentinski bo pisal 30% slovenskega in 70% argentinskega ali obratno. To je za čebelarstvo zelo pomembno. V preteklih letih je v preteklem COVID obdobju je veliko problemov z dobavo kozarcev. Jaz upam, da se bo ta zadeva umirila in da bo v kratkem na voljo tudi nov kozarc 700-gramski, ki je orodje že v izdelavi. Cilj je, da bi na Agri ljud sveta zagledal tudi 700-gramski kozarec za slovenski med. Imamo problem s trošarino za gorivo. Trenutna ureditev za čebelarje ne prinaša skoraj nič. Jaz upam, da bo država spoznala, da tovrstna ureditev za čebelarje pri povračilu trošarine za goriva ni v redu. Borimo se, da bi legalizirali EpiPen s pomočjo krilnih gonilk. Vesel sem, da vzpostavljamo sodelovanje z vojnimi veterani iz Amerike na področju apiterapije oziroma terapevtskih dejavnosti. Želim si, da čim prej implementiramo strategijo za klimatske spremembe, ki jo je sprejela Čebelarska zveza. Želimo si, da v več šolnih šolah povečamo število krožkarjev. Zdaj imamo nekje 180 čebelarskih krožkov, radi bi prišli na 200 čebelarskih krožkov. Več bomo naredili za promocijo matic v tujih revijah čebelarskih. Želimo vzpostaviti še eno redovniško plemenilno postajo. Vesel sem, da naša opazovalna služba okrepuje svoje vage na terenu. Imamo skoraj 200 tehnic. Leta začnemo z elektronskim branjem dnevnih poročil, skratka tudi tukaj delamo naprej. Vesel sem, da učni čebelnjaki po regijah delujejo, ampak najpomembnejše je to, da Čebelarska zveza ne bo odnehala od tega, da pridemo do sistemske podpore za vse čebelarje kot nadomestilo za opraševalni servis. Stalno poudarjamo, da čebelarji v korist državi damo 110 milijonov letno po strokovnih ocenah in da te 2 milijona evrov, ki jih čebelarji želimo za opraševalni servis, da je to treba enkrat sistemsko urediti. Nujna je tudi sistemska ureditev statusa tistih čebelarjev, ki živijo od čebel, absolutno nujna.
Treba je tem čebelarjem, ki živijo v čebel, pomagati sistemsko, da v primeru, da pride do težav, da vemo, na kakšen način, vendar še enkrat, mi moramo tem čebelarjem pomagati, ne na škodo ostalih čebelarjev. Veliko se mi pogovarjamo o ustanovitvi Evropske čebelarske zveze. Mislim, da Evropska čebelarska zveza za čebelarstvo v bodoče je nujna, vendar tukaj moram še enkrat javno povedati, da vsi tisti, ki vidijo samo enega kandidata za predsednika Evropske čebelarske zveze, noč Boštjan, to ne bo. Če bomo najdeli drugega kandidata s to idejo, lahko gremo naprej, nikakor pa ne moramo z idejo iti naprej, pa imeti enega kandidata in mu povedati, da če ti navš, pa tega ne bo. Jaz vam že zdaj povem, da noč Boštjan za to funkcijo ne bo kandidiral. Zdaj, če priznamo, mislim, da smo čebelarji zelo aktivni, to je tudi bilo večkrat rečeno in prav je, da smo. Država je na nas ponosna, velikokrat se pohvali v svetu s čebelarji in lepo je slišati te pohvale. Ampak vsem zadnje čase v bistvu si želimo bolj konstruktivnega sogovornika. Mene večkrat zadnje čase zelo moti, da vedno čebelarstvo tišimo samo v kmetijski resor. Ampak gledajte, čebelarstvo je zelo pomemben del okoljskega resorja. Brez opraševanja, brez tega ne bi bilo okolja. Čebelarstvo je zelo pomemben del kulturnega resorja. Saj smo dobili priznanje v mestu, ki je čisto kulturno področje. Panske končnice, Lectova srca, Dražgoški kruhki, čebelnjaki kot stavbna dediščina. To je čista kultura. Zunanje politična. Podarili smo kot država, ne vem, čez 30 čebelnjakov. Kamorkoli pridemo, rečejo, slovenske čebele so prišle. Potem vojaškega, če smo začeli sodelovati z ameriško vojsko. Ko pa pridemo do države, da smo vsi pošiljali na kmetijski resor. Jaz mislim, da tukaj bo treba to zadevo razširiti in povedati, da je čebelarstvo širše in da je treba posluh za čebelarstvo imeti na različnih resorjih. Jaz moram reči, da sem kar razočaran, da ne deluje medresorska skupina za Svetovni dan čebel. Mi smo imeli imenovano skupino, ki je pripravljala aktivnosti, ta trenutek v bistvu ne deluje. Program javne svetovalne službe za čebelarstvo, kljub temu, da smo v marcu v bistvu še ni potrjen, včeraj je prišla nek, bom rekel, program. Potem roki za izvedbo programov SKP-ja so nerazumljivo pozni. Mi bomo imeli nekatere razpise v aprilu, maju, za izobraževanje je bil razpis objavljen včeraj. Vemo pa, kdaj se čebelarji lahko izobražujejo, kdaj lahko izvajamo začetne tečaje. Maja, junija, julija je za čebelarje izobraževanje neizvedljivo. Svet za čebelarstvo imamo, sploh ne vem, kdaj je bil nazadnje sklican. Tudi odgovorov na vprašanja, ki jih dajemo, so roki nerazumno dolgi in ne želimo nič drugega kot pa neko konstruktivno sodelovanje in večjo odzivnost različnih ministrstev. Pa še enkrat, zelo težko rečemo, da nam država ne stoji ob strani, ampak glede na to, da smo mi hiperaktivni, bi pričakovali tudi večji odziv države. Zdaj ob koncu bi jaz prvo se zahvalil mojim zaposlenim na Čebelarski zvezi, ki me že 15 let tako ali drugače prenašajo, enako mojim podpredsednikom, upravnem odboru, nadzornem odboru, čebelarskim društvom, čebelarskim zvezam, Celjskemu svojmu. Zahvala vsem tistim, ki so 16 let stali ob strani Čebelarske zveze, še enkrat vsem županom, ki so res podporniki čebelarskih društev na terenu. Zahvala Vladi Republike Slovenije za lanski draginjski dodatek, ki je bil največji, kar smo ga čebelarji kdajkoli dobili. Ministrstvu za kmetijstvo za podporo za javno svetovalno službo, pa skupni temeljni rejski program, za program Evropske unije. Še enkrat, država je zagotovila rekordnih 50% sredstev za ta program, ki še nikoli ni bil večji. Ampak še enkrat, rad bi pa dal neko sporočilo ob koncu. Čebelarska zveza zastopa okoli 8000 čebelarjev, zastopa različne interese v čebelarstvu in jih usklajuje na najboljši možen način. Jaz verjamem, da to usklajevanje vedno ni vsem po volji. Pri usklajevanju nikoli in nikdar ni bolj zadovoljnih. Iz usklajevanja gremo ponavadi vsi nezadovoljni, kajti če je eden zelo zadovoljen, potem je sigurno nekdo bolj nezadovoljen.
Zato države v tem delu res pričakujemo, da se upošteva, da je Čebelarska zveza 150 let stara organizacija in da smo reprezentativni zastopnik slovenskih čebelarjev. Absolutno smo za to, da se vključujejo vse ostali, ampak vseeno je pa prav, da se ve, da je Čebelarska zveza tista, ki že 150 let zastopa interese slovenskih čebelarjev. Čebelarji, moja prošnja je, ostanimo enotni, saj enotnost je naša moč. Nekateri se zelo trudijo, da bi nas skregali med sabo, nekateri nam dajo politične predznake, ampak čebele in čebelarska organizacija barva politike ne zanima. Čebele bodo letele ob levi, desni, spodnji, zgornji vladi. Čebelarji bomo mogli čebelarti sodelovati s katerokoli vlado. In v vseh teh letih smo dokazali, da sodelujemo z vsemi. Sam osebno sem zamenjal že 9 ministrov in sodeloval sem enako uspešno z enimi in z drugimi. Zato si nikakor ne moramo dopustiti, da se v čebelarstvo na tak ali drugačen način meša politika. Včerajšnja razprava v državnem zboru je bila zame osebno pod nekim nivojem časti slovenskih čebelarjev s 150-letno tradicijo. Spoštovani čebelarji in čebelarke, brez nas ne bo čebel. Tako brez slovenskih čebelarjev, slovenskih čebel, kot brez drugih čebelarjev čebel po svetu. Ne bo opraševanja, posledično ne bo hrana. In prav to pomembno in odgovorno poslanstvo na to poslanstvo moramo biti čebelarji še posebej ponosni. In tega ponosa, da smo čebelarji, da skrbimo za tretjino svetovne hrane, da imamo čebelarsko srce, da imamo čebelarsko dušo, nam ne bo vzel nihče. Zato slovenski čebelarji, hvala in naj mi di.